V 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije smo potovali na drugo stran Trojan, kjer so bile ob Kamniški Bistrici naš nasprotnik Domžale. Varovanci Andreja Razdrha so med tednom z 2-1 klonili na gostovanju pri Tabor Sežani. V primerjavi s tem srečanjem je Razdrh opravil kar 4 zamenjave. Od prve minute so krenili Žinič, Kejt, Svetlin in Vuk. Lazarevič in Podlogar sta sedla na klop, Finka in Piška ni bilo niti v kadru. Ibričič je še vedno prestajal kazen rdečega kartona. V primerjavi z remijem proti Bravu, naš trener Dušan Kosič ni mogel računati na usluge kaznovanega Žana Benedičiča in Ivana Božiča, ki je srečanje zaradi lažje poškodbe stegenske mišice začel na klopi. Od prve minute sta krenila Domantas Antanavičus in Karlo Plantak. Po uvodnih 20 minutah igre med obema kazenskima prostoroma smo prvi zapretili Grofje. Po podaji Mitje Lotriča z prostega strela je strel Josipa Čalušiča z glavo Mulalić odbil kot. Nevarni so bili tudi Domžalčani. Podajo Husmanija v kazenski prostor je Matjaž Rozman odbil. Razčistil je Denis Marandiči. Vujadinović je bil zadnji mož v domžalski obrambi in je s prekrškom zaustavil Darija Vizingerja, ki bi sam stekel proti nasprotnikovim vratom. Damir Skomina domžalskemu branilcu ni pokazal rdečega kartona, pustil je prednost. Mitja Lotrič se je iz oči v oči srečal z Mulalićem in ga strelom po tleh v daljši vratarjev kot premagal ter nas povedel v vodstvo. 42. minuta, Domžale Celje 0-1, Mitja Lotrič. 11. gol kapetana v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. Karlo Plantak je lepo preigral Urbančiča, predložek Advana Kadušiča je skoraj presenetil Mulalića, ki je žogo odbil kot. Po podaji Mitje Lotriča iz kota je Žan zaletel z glavo meril nenatančno. Dario Vizinger je lepo videl Luko Kerina. V zadnjem trenutku je žogo pred Luko izbil Žinič. Advan Kadušič je s krasno podajo našel Karla Plantaka. Po njegovi podaji v kazenski prostor se je izkazal Mulalić. Še ena podaja Mitje Lotriča iz kota. Iz težkega položaja je Josip Čalušič z glavo meril mimo gola. Kim je po vstopu v igro sprožil z roba kazenskega prostora. Zadel je vratnico. Podal je Kim, Vujadinović je meril mimo našega gola. Advan Kadušič, Mitja Lotrič in Ivan Božič so iz igre vrgli del domžalske obrambe. Slednji je žogo lepo podal Luki Kerinu. Slabši sprejem na spolski površini je Domžalčane rešil pred našim drugim golom. Husmani oddaleč, Josip Čalušič žogo z glavo izbijal kot. Podaja Husmanija na drugo vratnico, kjer je Advan Kadušič žogo želel izbiti v kot, namesto tega pa nesrečno premagal Matjaža Rozmana. 75. minuta, Domžale Celje 1-1, avtogol Advana Kadušiča. Luka Kerin je lepo podal Dariju Vizingerju, ki je žogo spravil za hrbet Mulalića, a je stranski sodnik dvignil zastavico, prepovedan položaj. Ivan Božič je prestregel podajo Urbančiča in z glavo lepo podal do Mitje Lotriča. Strel našega kapetana je Mulalić uspel odbiti. Landstrauss v prazen prostor za Ivana Božiča. Še ena žoga v domžalski mreži. Spet dvignjena zastavica Roberta Špraha. Še en razveljavljen gol zaradi prepovedanega položaja.
V končnici srečanja je Valentin Zehov žogo porinil v prazen prostor proti Mitji Lotriču. Izjemna priložnost za dosego zadetka, ki so jo zaradi domnevnega prepovedanega položaja prekinili sodniki. Neupravičeno, napaka stranskega sodnika Roberta Špraha. Vujadinović neuspešno nastavlja ofsajd zanko. Mitja Lotrič v trenutku daje žoge ni v prepovedanem položaju. Konec srečanja, delitev točk. 26. Domžalska in 39. naša točka v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. Ostajamo četrti, s +2 pred Muro, 3 manj od Aluminija, 4 od Maribora in 5 od vodilne Olimpije. Drage Celjanke in Celjani, pred vrati je 98. štajerski derbi. Na jugu Viole, na severu Celjski grofje. Na eni strani vijoličasti, na drugi rumeno-modri. In ti ne smeš manjkati. Do vstopnice po ugodni ceni prideš 1 uro pred tekmo in sicer na blagajni v kontejnerju, ki se nahaja med dvorano Zlatorog in stadionom z Dežele. S sodelovanjem v nagradnih igrah pa si jo lahko brezplačno zagotoviš na Radiu Fantasy, Radiu Celje, Radiu Štajerski val in na socialnih omrežjih nogometnega kluba Celje. Celje Maribor, stadion z Dežele, sreda 17:30.